prijatelje, vaša gimnazija namreč vsako leto pripelje vse maturante na našo vajo. Imate eno perfektno gimnazijo v Brežice, ki si prosti Brežice. Je sistematično delo. Vsako leto vsi maturanti pridejo na klasu, pripeljejo avtomat, pripeljejo čas, tako da vidijo, kako smo administrativno tudi Slovenci udeleženi, malo vrsta, in na našo vajo, da vidijo morje, da se sprehodijo po tej polodelice in na maturanti pridejo vsako leto boljše pripravljeni. Ker vidite, že vidijo pripravljeni, je eno živec, Dobro, torej, kaj bo zanimalo? Nekaj v kulturnem društvu in namen potem tega delavnice. Torej, udeležili smo se njihovi kulturnem društvu, zdaj nam bojo povedali, kako bo današnja delavnica oziroma eksemplar potekal. Smo pridobili celo stavbo kot lastništvo. Mi smo lastnici te stavbe in to je recimo kar privilegij med vsemi zamejskimi društvi, ko ponavadi vsi so v kakšnih prostorih, ki niso lastnina in torej moraš tako na svoje. Medtem ko mi vse delovanje, ki ga imamo, da razvijamo v svoji duši. Tako rečem, v školi se je v kavarni, tudi imamo najem, tako da je vedno približno nekaj delovanja. Splovno delovanje, vrstija, za zadržanje kućene, dobimo lenino. To je dvorana, ki je vidite tudi dobro opremljena, ima projektorje, ima lektorje, vse kar je treba, tako da tudi za kakšno manjšo prireditev, največ veliko, da gledamo to pustiti, drugače pa še filmske predstave, še najbolj je pa pri nas tradicija zborovskega petja. Se spomnim za nazaj, leta, ko smo bili, še ko se občine niso več družili in bratili med sabo, smo imeli mešani zbor Ivo Gruden, imel zelo dobre stike z našim zborom Kete in nepozabna srečanja in zakuske, po nastopih in tako naprej. To je šlo tako zelo uspešno, leta naprej, potem smo se vsi postarali, da bi verjetno zbora Kete tudi več. Ne smo dobili smo. In nas, ker smo se potredi, ker smo s prostovoljnimi prispevki opremili, popravili celotno stavbo in delovanje, ki je noter, samo naštejem, ker vsega delamo zdaj. Sicer smo imeli nekaj let balet, recimo, šolo baleta, zdaj so zrasle deklice novih let. Imamo pa pevsko delovanje še zmeraj, dekliški zbor, ki nastopa na najvišji ravni in dobro še učimo italijane slovenščino, kaj še marsikaj. In za stare, tako kot sem jaz, funkcionira najboljša telovadba in to imamo skoraj vse večere za sebe na to, tudi jutra, ta prva skupina začenja že od 7 do 8 zjutraj, tiste, ki zgodaj vstajajo, jaz prihajam od 9 do 10, ker sem zelo pozitivna. Je strukturirana recimo vsaj po 2 večjih sklopih. Danes vas bomo peljali po Stari vasi. Stara vas je od Cerkve proti severu in tako da, kaj bi, lega ni ne vem kako ugodna, je na tej osojni strani teritorija in to pomeni, kot ste videli, so hiše na kupu, majhne, tam so živeli kmetje in ribiči in skromno so živeli. Po arhitekturi je to malo podobno Gradežu. Če imate pred očmi, kako so te recimo naselja na obali, kjer živijo
recimo reveži, bolj skromno, križ je tudi podobno. In takrat je vse živelo od tega in seveda Grudnari so bili eni od teh, ki so si v tistih razmerah znali fajn pomagati, ne? So imeli en kamnolom, ta hiša je služila ne samo za njihovo družino, številno, spodaj so imeli, oziroma nič tu, kjer zdaj sedimo mi, tu so imeli kuhinjo, neko menzo, tudi tako za delavce, ne? Tam, kjer je bila kavarna, tam so imeli eno carsko delavnico, ne, in potem dol so bile sobe, ki so tudi prespali, lahko soba, ki je potreboval prenočišče, ne. In takih, kot je bil Gruden, jih je bilo na Brežini recimo 40, tisto, kar danes rečemo, da so bili ljusari, so bili lastniki zemlje tudi, ne. Na jutranjem sprehodu skozi na Brežino smo se lotili prvega dela delavnice, tako da pravzaprav naša dela bodo potem predvidoma v avgustu razstavljena tukaj na Brežini. Iz tega bodo pa pripravili tudi koledar in še nekatere stvari, tako da smo zelo aktivni člani Brežiškega fotokluba. Nahajamo se, kot ste razumeli, v nabrežinskih kamnolomih. Najprej pa bi vam napravil rad malo uvoda. To se pravi, kras je sinonim za kamen. Kras je nastal pred približno 60 do 120-150 milijonov let od tega, se pravi v geološkem obdobju, ki se imenuje kreda. Takrat je te kraje prekrivalo Plitvo morje, v njem so živeli pretežno mehkužci, ki so se z leti nakopičili in z materialom, ki jih je potem prekrival, so izgubili, kar je bilo mesnatega, in so ostali samo površni deli, to se pravi lupine, in te so se potem spremenile v okamenine, fosile. Teh je nič koliko v naših kamnih. In vsak fosil je značilen za neko določeno obdobje. Tisti, ki najbolj izstopajo, so tako imenovani hiporiti. Hiporit je taka školjka, ki ima na eni strani obliko roga, na drugi strani pa je pokrovača. In tiste rogove so nekoč mislili, da so ostanki od goveda. Dejansko pa govedo je prišlo še veliko milijonov let kasneje in to pa je staro, recimo, 100 milijonov. Tako, peljali so nas gostitelji tudi v njihov znani kamnolom, kjer bomo še tukaj probali dobiti kak zanimiv pa dober motiv. Ja, danes smo na Brežini in njeni okolici. Ilirska Bistrica in Brežina so občine, katere so med seboj že dolgo let pobratene in zdaj nekako poskušamo tudi na kulturnem področju to pobratimstvo, da tako rečem, malo obuditi. Z veseljem smo tudi povabili naše kolege fotografe iz Brežic, tako da bomo na tej naši turi, katere so nam kolegi iz Nabrežine pripravili, posneli čim večje število fotografij, katere bodo potem bile uporabljene na razstavi ob prazniku Svetega Roka, kateri je občinski praznik Nabrežine. In v dogovoru smo tudi, da bi naredili izbor fotografij, katere bi potem kulturno društvo iz Nabrežine uporabilo za koledar za leto 2025. In s tem ta denar pa so dolžni vlagati spet sem. Zdaj ali pomagajo
šolje, ki je zgradili, ti so parkirišča, kjer ste prej parkirali, je njihovo. In tudi v bistvu je občina še zmeraj ohranila Roko, nadzor. Ja, nadzor, ja, ni prav svobodno razpolaganje, ampak že velik napredek, prej pa je bilo skoraj nemogoče uporabljati ta denar, ker je moral v bistvu predsednik tega JUS-a jamčiti z bančnim jamstvom za tisto vsoto. In ja, je malo preveč, ne? Dejansko za denar, ki pa je tam, ne, ni nekaj. Tako da zdaj pač se ta denar vrača res nazaj v kraj, ne? Tudi domačini na nek način s tem dobivamo nekaj v zameno, ne? Nekaj od tega, ne? Tako, ogledali smo si tudi to slikovito vas Šempolaj, bilo je kar poučno. Kar nekaj fotografij smo tudi tukaj uspeli narediti in sedaj gremo naprej. Armitrej je tam spodaj v Devino. Ja, tam pod Grmado dol je izliv Timave, to je ta podzemna reka, ki začne tam prvasi in pride do nas. In ki so ostale, pa gradišče. Torej, kot je že povedal predsednik fotokluba Sušec iz Ilirske Bistrice, smo se tudi mi udeležili, člani fotokluba Brežice udeležili tega današnjega srečanja in današnje delavnice, kjer smo tudi mi prispevali oziroma bomo prispevali naš del fotografij k skupnemu fondu. Se pa že veselimo tudi naprejšnjega sodelovanja z fotografi iz Ilirske Bistrice. Najprej bomo mi gostovali z našo razstavo pri njih in kot je še sedaj nekaj let običajno, da bodo oni tudi vrnili svoj obisk v našem prazničnem mestu v oktobru in tako uspešno sodelovanje med kraji, med društvi uspešno razvijamo. No, in tukaj smo bili sedaj na Osmici, doživeli smo tudi pristno tovrstno kulinarično ponudbo. Preko verzov nabrežinskega pesnika Iga Grudna bomo tako odkrivali breg in pot, ki vodi do njega. Kaj se je tu dogajalo, kakšna so bila čustva mladega pesnika in kakšna odraslega človeka, ki se ni več vrnil na domačo zemljo. Pesmi, ki jih bosta igralca interpretirala, bodo zazvenele v slovenskem in italijanskem jeziku. Prevodi pa so delo Đorđa de Pangerja in Mirana Košute. Prva postojanka bo tu, pred srednjo šolo, sprehod pa bomo nadaljevali po poti do morja in se še 4-krat ustavili za pesniški intermezzo. No, tako, zdaj se bomo podali še o prebiranju Grudnovih pesmi še proti morju in seveda fotografirali. Nabrežinski breg, conosciuto anche come il sentiero dei pescatori, dove sarà la poesia a farci da guida. Gli attori Lara Kumar e Ilia Ota ci accompagneranno nella passeggiata organizzata in collaborazione tra Seta dei Gruden e Casa Cave con il sostegno del comune di Duina Auresina e della regione Friuli Venezia Giulia. Že prvi pepelini se budijo, nekje tam, daleč, v jutranji samoti. Dol od Cesljana tereh ostro piha, odsev zvezda ugaša nad vodami. Že prva zarja čez slenina piha. Le donne d'Auresina.
Se slišimo? Samo to vprašam. Bo v redu? Ja? Super. Dicevo, le donne da Urisina. Le incontravo che quasi correvano in gonne troppo lunghe, il cercine in mano, sul fianco la corba, dietro i bambini piangenti si trascinavano, mute. Strone, bene. Ok, tramontana. Od gradeža je pala tramontana. Visoki vali brizgajo čez krove. Nebo je črno. Grom med bliski rjove. In tako daleč je še do pristana. Pomagaj nam, Marija iz Barbana. Ko ribič vse preklevje, kni mu Za nas so zaprli cesto. Babbo si svezzò. Dove Scoglio non si incrina, per la spiaggia scorazzò, con la bora battagliò. A Gorizia andò a studiare, ma tornato a casa già veleggiava. Šel je domov, vozil se je z jadrnico, z ribiči veslal na lov. Ja, do istrskih bregov. Dnevi so prišli temačni, takšnih ni še videl svet. Mrki tujci, v dobi mračni, so teptali kraški cvet. 25 strašnih let. Naj kdorkoli kdaj te vpraša, kdo živi na zemlji tej. Vidi, zemlja ta je naša. Tvoji dedi spijo v njej. Za njo bori se naprej. Zemlja ta je naša, tvoji dedi spijo v njej, za njo bori se naprej, za njo bori se nastala ta poezija v neki pozni jeseni, ko smo tu poležavali. Bilo pa je točno tako. Vse je znojno tiho. Še muha je na mizi obtičala, ne da se ji leteti. Ščurek hrupno v travi preigrava svoje strune. Nizki žarki iz zenita vroče oblivajo naš kras. Tako, in danes bomo ta dokaj naporni dan za fotografiranje, tudi nekaj snemanja. Danes 6. aprila tukaj v Nabrežini v Jadranskem morju tudi zaključili. Ostalo je veliko gradiva, čakalo bo na obdelavo in na razstavo, kot rečeno, v avgustu tukaj v Nabrežini.